Pozdravljeni! Odprimo si danes Sveto pismo zopet v Evangeliju po Mateju v 5. poglavju in preberimo 11. vrstico. Piše tako: Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse hudo o vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Tako so namreč preganjali že preroke, ki so bili pred vami. V prejšnji epizodi smo govorili o tem, da se boj bije med Bogom in hudičem. Bije se boj med dobrim in zlim. Zaslepljeni smo, če tega ne vidimo. Ko beremo Evangelije, se vprašajmo, koga je Jezus ogrožal, da so ga dali usmrtiti. No, najprej je ogrožal človekovega sovražnika hudiča. Ogrožal pa je tudi uradne verske oblasti. Ko so se tedanje verske oblasti zbrale na posvetu, so rekli: če ga pustimo kar tako, bodo vsi verovali vanj, prišli bodo Rimljani in nam vzeli sveti kraj in narod. Ker je Jezus pridobival na vplivu in popularnosti, so se verske oblasti zbale, da bodo izgubile svoj položaj v družbi, svojo moč, svoj dohodek in ugled. Ne glede na to, da so bili v duhovni službi, niso razumeli Boga, njegovega delovanja in njegove besede. Delali so le v korist svoje organizacije in mislili le na svojo zadnjo plat. Zato so se odločili, da bodo Jezusa ubili. Odločili so se, da bodo Jezusa obtožili po krivici, zato da se ga znebijo. Vzeli so njegovo učenje iz konteksta in spreobračali njegove besede in tako dalje. Niso iskali razloga, da bi ga oprostili obtožb, temveč iskali so razlog, da bi ga obtožili in umorili. Tega pa niso storili kot kriminalci, temveč lepo in po zakonu. A ni to zanimivo? A bodimo brez skrbi, človek Boga ne more prelisičiti. Bog bo na koncu izvršil pravico in gorje ljudem, ki ravnajo krivično. Zakaj Bog je določil dan, ko bo vesoljnemu svetu pravično sodil po možu, ki ga je zato izbral in predvsem potrdil tako, da ga je obudil od mrtvih? Ko preučujemo zgodovino krščanstva, vidimo, da se je ta isti farizejski hudobni duh infiltriral v cerkvene oblasti, ne glede na denominacijo, povsod se ga lahko najde, pa še vsak posameznik lahko pade na njegove finte, če ni previden. Tako imenovani farizejski duh se infiltrira v cerkev takrat, ko se cerkev raje drži svoje tradicije kot pijanec plota, zavrne pa sodelovanje z Božjim svetim duhom. Vedno, ko je Bog po svetem duhu začel delati nekaj novega, se je dvignila glasna religiozna opozicija in skušala zatreti novo stvar, ki jo je delal Bog. Ta nova stvar oziroma način v veliko primerih pa ni bila čisto nič novega, temveč tista stara in prvotna stvar oziroma način, živeti čisti evangelij v moči svetega duha. Ko Bog začne po svetem duhu potrjevati besedo in delati čudeže, takrat ponavadi ustane nasprotovanje. Začnejo se obtoževanja za krivoverstvo, sektaštvo in ne vem še kaj, samo zato, ker so ljudje duhovno otopeli za globino evangelija in učenja apostolov. Všeč pa so jim brezživljenjski ceremoniali takšne ali drugačne sorte. Poslušajte tole zgodbo iz sosednje Avstrije. V poznih 70-ih je v Avstriji živel en pridigar, ki je doživljal polnost evangelija in moč svetega duha. Nekega dne je obiskal bolnika v bolnici, ki je umiral za rakom, in v Jezusovem imenu je molil za njegovo ozdravljenje. Bog je tega človeka čudežno ozdravil in popolno osvobodil raka. In veste kaj? Namesto, da bi bili ljudje veseli in dali Bogu slavu, so avstrijske oblasti tega pridigarja obtožile, da prakticira medicino brez licence in ga strpali v zapor za 2 leti. Ko je Jezus poučeval evangelij, ni rekel: vi samo verjemite in vse bo dobro. Ljudje vas bodo imeli radi, fajn se boste imeli in tako dalje. Ne, on je poučeval: ko prestopiš v Božje kraljestvo in zaživiš evangelij v moči svetega duha in je Jezusovo ime zapečateno na tebi, pričakuj, da boš dobil sovražnike, morda celo med svojo družino in prijatelji. Sovražili te bodo brez razloga, te pokrivamo obtoževali, ti umazali dobro ime in niti sami mogoče se ne bodo zavedali, zakaj to počnejo. To pa zato, ker so postali žrtev sovražnika vsega človeštva. Poslušajo ga in udejanjajo njegove misli. A kaj nam mar za to? Naše plačilo v nebesih bo veliko. Danes ni veliko drugače kot pred 2000 leti. Sovražne duhovne oblasti delujejo tudi danes kot takrat. Naša življenja na zemlji so tako hitro minljiva. Zato imejmo fokus usmerjen na pravo stvar. Imejmo fokus usmerjen na večno življenje. Jezus je rekel: to sem vam povedal, da bi imeli mir v meni. Na svetu imate stisko, toda bodite pogumni. Jaz sem svet premagal. Sem Andrej Zelenjak za Center Evangelij danes.